Nekemične zasvojenosti. Oblika zasvojenosti, ki ne nastane zaradi vnosa psihoaktivnih snovi v telo, temveč jih povzročajo različna vedenja. Zasvojenost z videoigrami, družbenimi omrežji, internetom, igrami na srečo, spolnostjo, hrano, delom, nakupovanjem. In tega je vse več. Internet. Uporablja ga skoraj 85% prebivalcev med 15 in 74 letom starosti in več kot 95% mladih. Internet na splošno za šolo, informacije dobim gor, socialno mrežje, recimo Instagram, pa pač bolj zato, da se pogovarjam, če imam kaj za šolo ali pa s prijatelji. Pa včasih malo mislim gor za brez veze, ampak to probam čim manj. Za šolo delati. Ampak koliko je to približno? Ja, 5 ur, po mojem. Tako v bistvu vsak dan, ampak tisto, kar je bolj nujno gledam. Kaj je to, na primer? Recimo, če so kakšne novice, take bolj aktualne, to glavno. Iskanje informacij, branje člankov, novic in blogov, uporaba e-pošte, družbenih omrežij in aplikacij za sporočanje. Novice pregledam, samo novice. Niste na nobenem družbenem omrežju? Ne. Facebook? Ne, Facebook me ne zanima, razen TikTok, to pa rada pogledam. Kaj pa recimo gledate na TikToku? Kakšne vsebine so vam všeč? Cvetje, razne izdelave, rože, vrtnarjenje, pa recepti. In kdaj je tega preveč? Zasvojenost z internetom je opredeljena kot dlje časa trajajoč škodljiv vzorec uporabe interneta, ki posamezniku povzroča stisko in se povezuje s težavami na drugih življenjskih področjih. Znake zasvojenosti z internetom pri nas kaže 0,3% prebivalcev, visoko tveganje za nastanek zasvojenosti z internetom pa ima približno 5% prebivalcev. Največje tveganje se pojavlja pri mladih, dobrih 17%. Visoko tveganje je podobno izraženo pri moških in ženskah. Če je obdobje ocenjevanja, sem ponovadi malo manj na telefonu, pa so to tako 2 do 3 ure. Če imam tako v popoldneve pa soli frej, se lahko nabere tudi tako do 5-6 ur. Zdaj, kaj pa delam? Ponovadi sem tako na Instagramu ali pa TikToku, ali pa zadnje čase ful igrice igram. Ja, odvisno od dneva, med vikendi se nabere tudi kakšne 6-7 ur, drugače, če je šola, mislim, itak nimam toliko časa, ker nam tudi vzemajo med poukom telefon, ampak tudi ene 3-4 ure na dan. Tudi po 10 ur se je komu že nabral screen time, ampak to je tudi odvisno od dneva. Ja, ful hitro zasvojijo sploh TikTok, pa Clash Royale, igrice, pa Instagram, pa lahko tudi pač filme gledaš na telefonu zdaj, to da še to. Družbena omrežja. Uporablja jih več kot 96% mladih. Snapchat, Instagram, YouTube in TikTok. Najbolj izstop, drugače, pa tudi videoigre, če mi kaj zapaše. Najslabije pa to, kad vidiš 4 punce v gostilne, tako delajo, pa 4 fantje pa drug misli, kako delajo. Zasvojenost z družbenimi omrežji. Škodljiv vzorec uporabe omrežij, za katerega sta značilna preobremenjenost z družbenimi omrežji in negativne posledice na drugih področjih, na primer v šoli in medosebnih odnosih. Znake problematične rabe kaže skoraj 9% mladostnikov starih 11, 13, 15 in 17 let. Visoko tveganje za nastanek zasvojenosti z družbenimi omrežji ima 5,5% prebivalcev in skoraj 19% mladih. Ženske imajo v primerjavi z moškimi večje tveganje za nastanek zasvojenosti. Jaz lahko iskreno bolj, če mi tako je nekaj ne naloži, sem pa malo živčna, ker sem navajena, da tako je vse. Ali pa če, na primer, mi podatkov zmanjka, mi je pa kar tako na busu, ker nimam nič za delati. Ne vem, ja, počasih se zamislim, če imam ful visok screen time, ampak grem pa na računalnik. Zasvojenost z videoigrami. V letu 2023 je videoigre igrala skoraj četrtina prebivalcev Slovenije. Največ jih igrajo moški in največ mladi. Zasvojenost je stanje, pri katerem posameznik izgubi nadzor nad igranjem, zaradi česar ta dejavnost začne posegati v vsakdanje življenje, šolske ali delovne obveznosti ter medosebne odnose.
Znake zasvojenosti kaže 0,4% posameznikov med 15 in 74 letom. 5,5% posameznikov ima visoko tveganje za nastanek zasvojenosti, tveganje je največje okoli 11% v starostni skupini med 20 in 24 let. Večje tveganje je pri moških. Pri fantih je itak tako, da oni igrajo bolj na teh konzolah, kot PlayStation pa te fore, da na temo večino igrajo. Tako da v bistvu ne, po moje je dosti isto, da preživimo dosti isto cajta na igricah. Se spet odvisno, sploh če se dobim s kakšnim prijateljem, sošolcem, pa skupaj igraš, zakaj pa ne. Sam spet, mora biti zmerno. Pa vam to vedno uspe? Pazim, da, ampak sveda ne. Moram biti iskren. Zasvojenost z igrami na srečo. Te so danes dostopne bolj kot kadarkoli prej. V zadnjem letu je igre na srečo igralo 11% prebivalcev, med njimi 0,1% kaže znake zasvojenosti. Dobrih 4% posameznikov ima zmerno visoko tveganje za nastanek zasvojenosti z igranjem, tveganje pa je največje v starostni skupini 15 do 19 let. Med mlajšimi starostnimi skupinami je najbolj problematično vključevanje v e-športne stave. Moški imajo večje tveganje za nastanek zasvojenosti kot ženske. Imel sem enega strica, starega strica, tiste zelo velike loterijo igral in je potem živel tam blizu 90 let in je od 15 leta do smrti skozi loterijo igral. Velikrat je bil zaradi tega tudi brez denarja, včasih mogoče je tudi zadev, enkrat je celo zadev glavni dobitek na loto. Da smo ga vprašali, da ima toliko denarja, kaj bo z njim, če bo kaj časti, je rekel, jaz sem 3-krat toliko že nazaj za premije zmeto, kar sem devan dobil. Nekemične zasvojenosti se povezujejo z večjo izraženostjo težav v duševnem zdravju, kot so depresivnost, anksioznost, stres in osamljenost. Primer raziskave iz leta 2023. Znake zasvojenosti z internetom je kazalo več ljudi z znaki anksioznosti, kot ljudje v skupini brez znakov anksioznosti. Jaz imam včasih problem, da gledam zvečer serije in pol vsakič, ki je konec epizode, sem tako, ok, sem še eno epizodo, pa grem spat, sem še eno epizodo, pa grem spat in to se pol vleče in na koncu ura že 3 zjutraj in jaz bi mogla spati že ne 5. Ja, definitivno nespečnost, pa kdaj se mi je tudi zgodilo, da sem to velike igrice igrala čez dan, da ker sem zaprla oči, sem kar to videla pred očmi, pa pol nisem mogla zaspati, pa pol še sanjam igrice. Pomembno vlogo imajo tudi algoritmi in zasvojljivi mehanizmi, ki izkoriščajo delovanje možganskega sistema nagrajevanja. Uporabniku ponujajo hitre in intenzivne občutke zadovoljstva, pri čemer se sprošča dopamin, nevrotransmiter povezan z občutkom ugodja. Družbena omrežja to dosegajo z všečki, komentarji in obvestili, ki sprožajo dopaminski odziv in pri posamezniku ustvarjajo občutek potrditve. Uporabljajo tudi funkcionalnost neskončnega drsenja. Ja, na TikToku, mislim, ful hitro gre čas mim, zato ker misliš, da si 10 minut, je pa 1 ura minila, ker polajkaš nekaj, kar ti je všeč in pol tako v bistvu prilagodi se ti sistem in ti same iste stvari daje in pol v bistvu ti 1 uro kaže stvari, ki jih imaš rad in ne moreš nekati. Najbolj me zanima Instagram ali pa TikTok, zaradi tega, ker mi je všeč tip vsebin, ki se pač tam lahko objavljajo, so malo krajše in lahko malo več pogledam v določen čas. Pa se kdaj ujamete, da kar ne morete nehati? In še umetna inteligenca. Ob klepetalnih robotih in interaktivnih aplikacijah se pojavljajo novi primeri zasvojenosti, pri katerih posamezniki lahko razvijajo pretirano navezanost ali potrebo po stalni interakciji z umetno inteligenco. Kaj pa umetno inteligenco uporabljate? Ja, zadnje čase vedno bolj. Spet isto pač v povezavi s faksom, da pridobim informacije. Ali se kdaj ujamete, da kar ne morete prenehati gledati? Ja, kar velikrat. In kaj potem naredite? Probam ustaviti. Nekemične zasvojenosti postajajo vse večji javnozdravstveni izziv, predvsem je v ospredju področje digitalne tehnologije. Pomembno je sodelovanje strokovnjakov, odločevalcev, uporabnikov in drugih. Treba je ukrepati celostno in treba je ukrepati čim prej.